Pozdravljeni. Na veliki nagradi Miamija smo končno imeli priložnost videti Macareno tudi na onih uradnih delih dirkaškega vikenda. In prav je, da si skupaj ogledamo, ali deluje ali pa ne. Na samem začetku je treba poudariti, da zadnji aerodinamični profil, imenovan Macarena, deluje. Tako v tisti različici, ki smo jo spoznali pri skuderiji Ferrari, kot pri oni drugi, ki so jo vpeljali pri Red Bullu. Ampak to, da deluje, da funkcionira, še ne pomeni, da daje tisto odločilno prednost, kot so nekateri obljubljali. In tu bi rad poudaril, da v nekaterih člankih smo lahko zasledili izjemno ohrabrujoče podatke. Od tega, da lahko Macarena pripelje do dviga najvišje končne hitrosti za 5 oziroma 6 km/h, do onih teorij, ki so dejali, da bo ta revolucionarni zadnji aerodinamični stabilizator bil neke vrste v navednicah skrivno orožje. A prav je, da si danes pogledamo to malce bolj od blizu in da razumemo, ali smo bili nekako priča kakšnemu resnemu dvigu končnih hitrosti, tako pri Red Bullu kot tudi pri Ferrariju. Seveda v primerjavi z tovarniško ekipo Mercedesa. Pri Mercedesu nismo videli bilo kakšnih velikih razvojnih stopenj, razen dveh malenkostih je dvojni V17 v bistvu ostal istim kot oni, ki je nastopal na dirki za veliko nagrado Japonske. Ampak tako pri Red Bullu in predvsem pri Ferrariju smo videli kar nekaj zanimivih posodobitev, kjer je zadnji aerodinamični stabilizator le ena izmed mnogih vpeljanih razlik. Ampak v Miamiju smo bili deležni tudi formata sprinta, torej imamo podatke iz dvojnih kvalifikacij, iz sprinta in tudi iz dirke. In kaj bi lahko na hitro zaključili? Če pogledamo najvišje končne hitrosti iz same dirke, bomo takoj ugotovili, da je imel Andrea Kimi Antonelli 349 km/h, George Russell 350. Podobno kot Andrea Kimi Antonelli je tudi Max Verstappen dosegel 349 km/h, kaj pa oba voznika skuderije Ferrari. Charles Leclerc je dosegel 345 km/h, Lewis Hamilton pa samo 341 km/h. In če malce posplošimo, malce zaokrožimo, bomo lahko prišli do zaključka, da je Ferrari za ostalimi zaostajal za približno 5 km/h. Kaj pa na kvalifikacijah? Nekoliko drugačna zgodba. Vsi so imeli nekoliko nižje končne hitrosti. Antonelli 343 km/h, Russell 344 km/h, Verstappen 345 km/h. Oba Ferrarija 342 km/h. In torej spet bi lahko dejali, da je Ferrari zaostajal, ampak le za 2 km/h. Kakšna je bila pa situacija v sprintu? Zopet dokaj podobna tisti, ki smo jo videli na dirki. Russell z 350 km/h, Antonelli z 348 km/h, prav tolikšno najvišjo izmerjeno končno hitrost je dosegel Max Verstappen. Kaj pa oba Ferrarija?
346 km/h, torej zopet 4 km manj od onega, kar smo videli na primer pri Mercedesu. In na kvalifikacijah za sprint tako Antonelli kot Russell in Verstappen z najvišjo izmerjeno končno hitrostjo 345 km/h. Leclerc in Hamilton torej 6 km/h manj. In tu lahko povlečemo že nek zaključek. Za razliko od Red Bulla, Ferrari, kar se tiče končne hitrosti, zaostaja za Mercedesom. Medtem ko bi lahko odkrito dejali, da Max Verstappen je na nivoju Antonellija in Russella, ne moremo tega trditi za oba voznika scuderie Ferrari. Torej, ali Macarena pri Red Bullu deluje in ona pri Ferrariju ne, ali imamo morda kakšno drugo teorijo. In tu je treba pogledati rezultate malce bolj dolgoročno in seveda primerjati vse dirke od začetka letošnjega svetovnega prvenstva Formule 1. In videli bomo nekaj zanimivega, da Red Bull v resnici nikoli ni imel bistveno nižjih končnih hitrosti od Mercedesa. Ferrari je zaostajal. In če primerjamo podatke iz Japonske z onimi, ki smo jih videli v Miamiju, bomo ugotovili, da kakšnega silovitega izboljšanja pri Ferrariju ni bilo kljub Macareni. In podobno bi lahko dejali, da tudi pri Red Bullu. Red Bull je bil seveda boljši, ampak nekega sunkovitega dviga končne hitrosti pri Maxu Verstappenu ni zapaziti. In kaj bi lahko iz tega nekako zaključili? Prvič, da ta res zanimiv zadnji aerodinamični stabilizator ne daje onih prednosti, ki so jih mnogi napovedovali, vsaj ne na progi, kot je tista v Miamiju. Videli bomo na veliki nagradi Kanade, ali se bo ta trend nadaljeval ali pa ne. In drugič, morda je vzrok za nižje končne hitrosti pri Ferrariju nekje drugje. Prvič, pri povečanem zračnem uporu. O tem sem govoril že mnogokrat in v zadnjem komentarju novic sem dobil izjavo, kjer Lewis Hamilton potrjuje, da ima pomišljaj 26 dokaj visok zračni upor. Ampak obstaja še druga razlaga, zakaj imamo Ferrari nekoliko zadaj, medtem ko Mercedes in Red Bull pri doseganju končnih hitrosti sta skorajda poravnana in govorimo o pogonskem sklopu. Ne toliko o kakšnih nepravilnostih, naprimer Mercedesa, ampak govorimo o preseku turbine. O preseku turbine smo seveda porabili ogromno časa pri razlagi, zakaj je Ferrari tako dober na štartu. Ampak ta prednost na štartu se pozna pri visokih obratih. Prav tam, kjer je potrebno imeti moč za doseganje visokih končnih hitrosti. In verjetno ste zasledili, da pogonski sklop Red Bull Powertrain Sport je vsaj neuradno najmočnejši na štartnem razporedu. In ker je še v navednicah morda boljši od Mercedesa, ni čudno, da je Max Verstappen tam zdraven, z Macareno ali brez. In seveda nekaj podobnega bi lahko dejali tudi za Ferrari. Samo da v obratnem smislu. Namreč Ferrari zaostaja tudi zaradi tega, ker so njihovi motoristi zbrali malce manjšo turbino, ker ima manjši presek pri visokih obratih, nima takšne moči, da bi lahko tako poganjala kompresor,
kot tista pri Red Bullu in Mercedesu. In to verjetno je nekaj, kar bo presenetilo marsikaterega navdušenca, ampak zaenkrat nimamo nobenih podatkov, ki bi kazali v to smer, da tako silovita Macarena v izvedbi Ferrarija ali pa Red Bulla daje tisto odločilno prednost. Zagotovo sem prepričan, da pomaga, ampak ne pomaga toliko, kot so nekateri zatrjevali. Oziroma, treba bo počakati one hitre proge, da bomo sploh videli razliko, če bo. A do takrat bomo seveda bili skeptični. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.